En lep pozdravček, lepotci in lepotice. Evo, danes se javljam takole v času kosila in s takšno temo, ki je ravno primerna za čas kosila, in sicer, ko se zavestno prehranjujemo. Zdaj upam, da ste že si pogledali video, kako pravzaprav, ko začnemo telo spraševati, kaj si želi jesti, oziroma vse, kar se ga tiče, in ste mogoče tudi že začeli počasi ugotavljati, kakšno hrano vaše telo želi, ne iz tisto, ko ste prej delovali iz glave, pa kaj bi morali jesti, pa kdaj bi morali jesti, pa kako bi morali biti obroki sestavljeni in tako naprej, ampak dejansko, da vprašate telo, pa prisluhnete temu. Upam, da ste že to pač začeli uporabljati. Če imate mogoče kakšno vprašanje, lahko tukaj med komentarje od spodaj napišete, pa bom pogledala, pa naslovila, Drugače pa danes bi rada povedala, recimo, ko začnemo izbirati takšno hrano, ki je našemu telesu všeč, boste začeli ugotavljati, da je to fantastičnega, res orgazmičnega okusa, čudovit okus ima ta hrana. In če se zavestno prehranjujemo, pozdravljena Ružica, evo. Če imate kako vprašanje, kar tukaj med komentarčke napišite, prosim. Torej, ko izberemo neko hrano, ki je našemu telesu res všeč. Zavestno prehranjevanje pomeni, da ko jemo, da smo prisotni s to hrano, da ni prisotnih nobenih drugih motenj. Torej, ne gledamo po telefonu, ne gledamo na računalnik, ne beremo revij zraven, ne beremo knjig, se v končni fazi tudi ne pogovarjamo z ljudmi, ki so pač okrog nas, ampak dobesedno smo mi in ta hrana. Smo prisotni s to hrano in zaužijemo en grižljajček. In zaužijemo drugi grižljajček. In potem res začutimo, kako ta hrana, ki jo naše telo želi, kako res, kako bi rekla temu, kako se vse te brbončice, vse te čutnice okušalne zbudijo, kako dejansko nas celo telo preplavi ta orgazmični občutek, ta občutek udobja, ugodja. Živja Natalija. In potem, če smo zavestno prisotni s to hrano, če se zavestno, torej, če se odločimo, da bomo res zavestni, oziroma izberemo, da bomo res zavestni, zraven, ko se prehranjujemo, bomo videli, da telo recimo tam po enih 7-8 grižljajih, oziroma tam po enih 7-8 grižljajih ta hrana izgubi okus. Dejansko ni več istega okusa, ko smo začeli, takrat, ko smo začeli, oziroma ima kar nek tak okus po kartonu oziroma žagovini, skratka, izgubi okus. In kaj to pomeni? Dejansko takrat ima naše telo dovolj. Takrat ima naše telo dovolj, vse to, kar pa od te točke dalje jemo, je pa sam na podlagi naših pogledov, tistih, da moramo pojesti vse, kar je na krožniku, potem, ko so nam včasih govorili, vse meni so rekli, kaj pa črnčki v Afriki, pomisli na črnčke v Afriki, ali pa stran ne bomo metali in tako naprej. Vse od te točke dalje, vse jemo samo na podlagi tega svojega prepričanja, to nima nobene zveze več s telesom. Ali pa skušamo morda na nek način, kako bi temu rekla, odrezati oziroma otopeti svoje zavedanje. Ker spomnite se, recimo včasih, mislim, zdaj to se mi zdi, da ni več tako, kakor je bilo včasih. Včasih se je recimo za praznike ful jedli, In spomnite, mogoče še vi to vedno počnete, in spomnite se mogoče kakega tega praznika, ko ste se ful najedli, kako ste se počutili? A ste se fajn počutili, se vaše telo fajn počutilo, ali ste bili tako, da ste morali iti kar spat? Ja, običajno smo morali, ali smo se zelo slabo počutili, ali pa smo morali iti spat, In zakaj telo mora iti takrat spat, če se preveč najemo? To je zato, ker dejansko telo na tak način se počuti povezano z bitjem, In dejansko tukaj v tej resničnosti ful preveč jemo, Ker mi imamo pogled, da s hrano prejemamo energijo. Dejansko imamo pa v mitohondrijih naših celic toliko energije, da bi lahko osvetljevali neko večmilijonsko mesto več
3 mesece, nekaj tazga. In dejansko bi morala biti hrana kot nek homeopatski pripravek, preko katerega bi naše telo lahko sprostilo to enormno energijo, ki jo ima. Mi pa zaužijamo toliko hrane, da dejansko potem telo porabi več energije za predelavo te hrane, kot pa dejansko dobimo potem, kot dobimo energije s tem. Pa tudi, kot sem že rekla, če si pogledate še kak video od spodaj, še od prejšnjiča, osnovni načrt našega telesa je bil takšen, da bi lahko na molekularni ravni prejeli vse, kar potrebuje telo, brez da bi nam bilo sploh to treba zaužiti. In dejansko s tem pretiranim s tem, ko pretirano jemo, gremo v nasprotju s tem, kaj pravzaprav naše telo v resnici zmožno. Vprašanje, hrana in težave z želodcem, kje je tukaj povezava, premajhna prisotnost, drugo. Jaz mislim, da imam tule malo premalo informacij. Jaz bi prvo vprašanje vedno, moje prvo vprašanje, kateremu se jaz vedno zatečem, je, komu to pripada. Tako da tukaj, komu to pripada, lahko je pa čist nekaj druga, lahko je 100 različnih stvari, nimam dovolj informacij, da bi na tole zdaj odgovorila. Torej, začnite res opazovati, ko prvo začnite izbirati tisto, kar si vaše telo želi, in boste videli okus tega, tudi če vi tako umsko rečete, pa tega jaz ne maram, če vaše telo želi, okus tega bo fantastičen, orgazmičen, in potem res začnite biti prisotni s to hrano in boste videli, koliko grižljajo dejansko potrebnih, da ima telo dovolj. In boste ugotovili, da ne veliko. In na ta način, mislim, mogoče zdaj tako, tudi recimo velike porcije se nalagamo, mogoče, če si doma pripravljate hrano, zato poskrbite tako, da si pač manj pripravite hrane, manj naložite na krožnik, drugače pa enostavno naj vam ne bo, kako bi temu rekla, žal pač pustiti hrane na krožniku. In vse posod, kjer imate kakršnekoli poglede v zvezi s tem, da se ne pušča hrane na krožniku, oziroma da morate vse pojesti, kar je na krožniku, da je škoda hrane stran metati, bi bili pripravljeni vse te odločitve, sodbe, izračune, zaključke, projekcije, pričakovanja razgraditi in uničiti in poslati tako, da so prišli right, wrong, good and bad, hot and pok, all nine shorts, boys and beyonds. In dejansko, kaj vam je prioriteta? Da imate srečno telo ali da se slabo počutite? Naše telo je rado, lahkotno, naše telo je dejansko en sam velik prostor, kot sem že v enem od videov razlagala. Torej, mi smo prostor, dejansko tudi, pač, ko pogledamo molekule oziroma atome, ki sestavljajo molekule na tisti največji povezavi, torej atom je 99,9% prostora, torej pomeni smo prostor, mi pa s to hrano bašemo ta prostor, kar resnično smo, kar si naše telo želi biti. Tako da začnite gledati, kaj pravzaprav počnete. In še ena stvar je mogoče tule, da na hitro omenim, torej, če imate veliko željo, da bi jedli, da bi kar naprej jedli, vprašajte se, komu to pripada. Komu to pripada, ker, kot sem že rekla, zaznavamo misli, občutke, čustva drugih ljudi in če recimo pripadate nekim skupinam, nekim recimo združenjem, v končni fazi lahko tudi od kakega prijatelja, starša, otroka zaznavate, ali pa nekoga, ki ga sploh ne poznate, sploh ni pomembno, zaznavate nekoga, ki ima to poželjo po velikem prehranjevanju, da bi fejst jedel, ali pa na nek čuden način je, ki je vam čist čuden, ampak ne vem, ste padli, pač zaznali to in ste padli v ta vzorec noter. Dajte se vprašati, komu to pripada. Komu to pripada in boste videli, da se bo ta zadeva, če ni vaša, se bo olajšala oziroma bo izginila. Drugače pa, zdaj tako, jaz vam tukaj po koščkih dajem te informacije, če bi si želeli imeti vse informacije. Smo imeli lani smo imeli eno super srečanje, res transformativno torej sklop srečanj, imenovanih Čarobnost telesa. In to je sklop 4 srečanj, kjer je noter vse to in seveda veliko več. Torej, če želite imeti vse to skupaj združeno na enem mestu
in investirati pač dejansko to, da boste začeli kreirati s svojim telesom nekaj drugačnega, da bo zaradi tega, ker boste s svojim telesom začeli nekaj drugače kreirati, bo celotno vaše življenje se bo začelo spreminjati, ne. Je ena možnost, da si to nabavite, ne, in sicer je to, torej sklop 4 srečanj je bil in sicer ene je bil, samo da tule preberem, ker živeti v skupnosti s svojim telesom, potem radost zavestnega prehranjevanja, onkraj bolečine in bolezni, kako lahko telo prispeva k ustvarjanju denarja. Zdaj, lahko si kupite te posamezna srečanja, če pa si boste kupili sklop, torej paket teh srečanj, je redna cena 250 €, ampak za vse člane skupine Čarobnost telesa dajem 20% popust, ne, torej dobite vse te 4 skupaj za 200 €, plus tega ob nakupu vseh 4 teh posnetkov prejmete tudi darilo, torej MP3 posnetek vaje za prižaljc. Torej vaja za prižaljc je ena taka vaja, s katero se lahko vedno znova napolnite z energijo, ko jo pač si zaženete, ne, oziroma ko začnete, torej prižaljc je ena žleza, ki je bila do 12. leta aktivna, potem pa zakrni in se prestavimo potem k tretjemu očesu kot središču videnja v prihodnost, ampak v resnici je prižaljc tista žleza, te središče jasnočutnosti, a ne. Ko začnete to vajo delati, ko začnete to vajo izvajati, se začne prižaljc ponovno generirati in omogoči tudi poleg tega, da imate vse te na voljo, ponovno vse te fizična oziroma psihična zavedanja, ne, vam omogoči, da se vaše telo začne na novo, torej, ja, kako bi rekla temu, lahko poskrbi za neke stvari, ki prej ni moglo, za neke virusi, za katere ni prej moglo. In ko izvajamo vajo za prižaljc, tudi dejansko ta teža te resničnosti nima takega vpliva na nas. Poleg tega je pa to tako ena taka miselna aerobika, torej vsakič, ko si vklopimo to vajo za prižaljc, če delamo neko fizično aktivnost, ne, dejansko je, kot da bi tudi telovadili, ne, se krepijo tudi mišice v telesu. Torej, še enkrat, torej lahko kupite posamezno srečanje, ki stane 65 €, tukaj ni popusta, ne, če pa kupite celoten sklop, pa dobite 20% popust, ob nakupu navedite kodo Čarobnost telesa oziroma čarobno telo, v vsakem primeru bom vedela, zakaj se gre, a ne. Bom pa objavila tule pod tem videom povezavo do opisa teh srečanj, tako da si boste lahko vse skupaj pogledali v miru, a ne. Je pa res od vseh teh delavnic in vsega, kar sem že imela sem ga na milijone, na milijone, malo pretiravam, ampak res desetine in desetine delavnic je že bilo, a ne, in ta je še vedno ena izmed mojih najljubših, ker je bilo toliko transformacije, je bilo, udeleženci so toliko transformacije dobili in to lahko dobite tudi vi, a ne, s svojim telesom. Seveda en kup enega čiščenja noter, delali smo biomimetično čiščenje, torej vseh teh, kjer smo posnemali druge ljudi. Torej, res, če želite imeti vse to na kupu, je to ena stvar, ki jaz mislim, da bi si želeli investirati v njo, ker je to dejansko investicija za celo življenje. Kaj sem mislila še reči? Ja, ne vem, zdaj sem pozabila. Ok, tukaj nimamo nič dodatnih informacij, Natalija, da bi lahko še kaj več povedala. Ja, no, skratka, to recimo, zdaj začnite to dodajati zraven, zdaj ste začeli svoje telo spraševati, ne, kaj pravzaprav želi jesti, ne, zdaj pa začnite še opazovati, kdaj dejansko kdaj ima telo dovolj in nehite takrat, ne. Če se želite dobro počutiti, ne, če se želite pač slabo počutiti, če želite svoje zavedanje odrezati, ker dejansko mi se zavedamo vsega in vse te različni načini, ki jih uporabljamo, to pretirano hranjenje, je to, da odrežemo svoje zavedanje, da zmanjšamo svoje zavedanje, a ne, in obstajajo drugi načini, da pač si olajšamo celo življenje, ne na ta način, ne. Torej, en lep pozdravček in se vidimo po mojem kar kmalu, po mojem lahko da že kar jutri. Ajde, čau, čau, dio, lepo se imejte.